Velikonočna poslanica. Kandidati se predstavljajo. Kratke jedrnate po seji sveta. Zaplapolala zastava gasilske olimpijade. Nagrajenci civilne zaščite. Z ministrom o lokalni hrani. Medvoška podjetna šola. Rotarijci nagrajujo najboljše. Kri in voda po Medvoško. Z nocojšnjim večerom se začenja sveto velikonočno tridnevje, ki obsega Veliki petek, Veliko soboto in Veliko noč. Cerkev s pomočjo liturgičnega obhajanja skrivnosti Kristusovega trpljenja, smrti in vstajenja ponavzočuje dogodke, ki so se pred 2000 leti zgodili. S pomočjo besedil, ki opisujejo Jezusov pasijon, s pomočjo liturgičnih kreten in materije, ki jo ob zakramentih cerkev uporablja, se dejansko danes obnavlja dogodek oziroma dogodki, vrsta dogodkov, ki so se zgodili v tem svetem času pred 2000 leti. Podobno kot so se Izraelci ob praznovanju Pashe spominjali izhoda svojih prednikov iz egiptovske sužnosti v svobodo in pri tem ponavljali, da niso samo njihovi očetje šli iz sužnosti v svobodo, temveč da so oni, njihova generacija, ki obhaja ta spomin v obredu Pashe, da so oni sami tisti, ki zdaj gredo iz sužnosti v svobodo. Podobno je z novozavezno skupnostjo. Jezus Kristus je vstopil v dinamiko pashalne večerje, v dinamiko pashalnih praznikov. Prav v istih dneh, v katerih so Judje praznovali spomin na svojo osvoboditev in se zavedali svoje aktualne udeleženosti v tej osvoboditvi, prav v istih dneh je tudi Jezus pretrpel svojo smrt, ki dejansko pomeni prehod iz njegovega zemeljskega življenja v poveličano življenje v nebesih. Hkrati pa je to za nas pridobljen prehod iz smrti greha v življenje Božjih otrok, v življenje milosti. Zato je Velika noč naš največji krščanski praznik. Dogodek, ki je spremenil tok zgodovine, tok sveta. In zato se vsako leto z velikim veseljem udeležujemo tega praznovanja, ki nas postavlja v to dogajanje. Na srečo se lahko kristjani tega dogajanja spominjamo in ga podoživljamo pri vsaki sveti maši, kajti vsaka sveta maša je ponavzočevanje Jezusove daritve na križu in vstajenja. Toda velikonočni prazniki so spominjanje par excellence. In zato vam v imenu duhovnikov in sester Medvoške okolice želim blagoslovljeno praznovanje velike noči in veselje teh velikih dni. Lepo pozdravljeni. Današnjo informativno oddajo smo začeli z velikonočno poslanico sestre Snežne, ki se ji pridružuje tudi naše uredništvo. Nadaljujemo pa s predvolilnimi aktivnostmi. Živeti želimo v demokratični, pravni in socialni državi, zato ne pristajamo več na kulturo sovraštva, jeze in razkola. Je parola, s katero se je v petek tudi v naši občini, na običajnem mestu na Medvoški tržnici, ustavil avtobus gibanja Svoboda.
Kot pravi predsednik Gibanja Svoboda, dr. Robert Golob, je namen tovrstnega popotovanja po Sloveniji dvojen, da se spusti med ljudi in jim prisluhne, in tisti drugi, kot pravi, bolj sebičen, da se napolni z energijo. Oni meni energijo, jaz pa njim potem izpolnjujem želje. Malo se heca, ampak ta pristen odnos z navadnim človekom je tisto, kar za moje pojme sedanji politiki ali pa pretekli politiki manjka. Več kot vprašanje na teh obiskih deležen spodbud. So vprašanja, ampak je hkrati tudi zaupanje, da bomo na ta vprašanja znali dati odgovore. Biti nov obraz po 5 volitvah, ko so slavili novi obrazi, zanj ni breme. Slabš kot je zdaj, ne more biti. Vsak nov obraz je boljši kot to, kar imamo, ampak brez heca. Ni breme, zakaj ne? Zaradi tega, ker vsak od nas je drugačen. Vsak od nas se je dokazoval na svojem področju in tokrat prvič verjamem, da bo Slovenija dobila zares predsednika vlade, ki se spozna na gospodarstvo. In še, da je zgolj ustvarjanje nove vrednosti pogoj za socialno in pravično državo. Sedanji sistem, v katerem imamo daljše časovno obdobje ljudi, ki niso nikoli bili ne v gospodarstvu, ne ustvarjali vrednosti, žal je lahko dober za deljenje, ne mora biti pa za ustvarjanje. Njegov obisk v Medvodah je spremljala tudi nacionalna televizija z vprašanjem, kakšen je sicer njegov pogled na prehode poslancev iz stranke v stranko in na zakonodajo, ki onemogoča odpoklic poslanca. In če mu bo ob morebitnem drugačnem scenariju ponujeno dobro mesto v elektroenergetiki. Jaz sem že danes še vedno zaposlen na GEN-I. Moja plača ni nič kaj dosti nižja, kot je bila ta zloglasna predsedniška, ker je zaslužena. Tako da mene se kupiti ne da. Ampak nihče me ne more kupiti, še najmanj pa te, ki so zdaj na oblasti. Nov obraz v politiki je tudi kandidatka Gibanja Svoboda v našem volilnem okraju, sicer Medvoščanka Alenka Sivka, ki zase pravi, da je že vse življenje radovedna novinarka. Jaz sem si vedno želela priti v parlament, vedno sem rekla, da bom potem proti koncu kariere poskusila priti v parlament, ker bi rada kaj dobrega še naredila, ker se mi zdi, da je tam lažje narediš kaj dobrega. Kandidaturijo je nagovoril predsednik Gibanja s svojim zagotovilom, da ne gre za enkratno zgodbo. Vidi me na socialnem področju, kjer se tudi sama vidim in mislim, da se bo z njim dalo, da bova lahko res skupaj kaj spreminjala na bolje. Da popravi razmere in razmerja v naši državi. Ker sem novinarka, si bom prizadevala za neodvisne medije, za svobodo medijev. Treba bo spremeniti kar nekaj zakonov, pa zanimajo me socialne zgodbe, tako da se bom ukvarjala s kakšnimi posebnimi družinami, ki so na robu lakote, da se to ne bi več dogajalo. V zrak so spustili golobe, zapela je manjša zasedba lovskega pevskega zbora. Član zbora, pravnik Branko Celar, pa je golobu ob tej priložnosti podaril svojo knjigo Slovenija in njene meje v 3 zgodovinskih obdobjih, ki jih dobro pozna kot strokovnjak in pogajalec v slovenskih vladnih delegacijah v procesih osamosvajanja in določanja slovensko-hrvaške meje. Kandidatka Gibanja Svoboda Alenka Sivka je bila tudi med 571 slovenskimi novinarji, ki so podpisali peticijo zoper cenzuro in politične pritiske na novinarje v Sloveniji, in to, kako kratek je naš spomin, leta 2007 v času vlade Janeza Janše. Pobudnik peticije je bil takrat raziskovalni novinar Blaž Zgaga, prav tako Medvoščan, ki se je tako kot Sivka odločil za vstop v politiko in je kandidat socialnih demokratov. Kandidatka te stranke, torej socialnih demokratov v našem volilnem okraju, pa je prav tako Medvoščanka Alenka Žavbi-Kunaver, ki pa premore bistveno daljšo politično oziroma strankarsko kilometrino. Socialni demokrati se tokrat na volitve podajajo pod geslom drugače in z obljubo, da bi bila Slovenija v njihovih rokah varna, saj da so najbolje pripravljeni za njeno vodenje v zahtevnih časih. Mi smo z našim baliniščem skušali ljudem povedati, da je njihov glas tisti, ki lahko to vlado podre in prinese novo, ali pa, če gredo mimo, ohrani to, kar je danes v Sloveniji. Mi pa verjamemo, da je naslednji korak zeleni prehod, da je naslednji korak 32-urni delovnik, da je minimalna pokojnina 700 evrov, tisto, kar moramo zagotoviti vsem, in da ukinitev dopolnilnega zavarovanja in dostop do osebnega zdravnika potrebuje prav vsak, ne glede na to, kaj nas v prihodnosti čaka. In s tem želimo ljudi motivirati za to, da 24.4. podprejo Tanjo Fajon za predsednico naslednje slovenske vlade. Poleg
Balinišča so se potencialni volivci preizkusili tudi na njihovem kolesu sreče, kjer se poleg prej omenjenih zagotovil nahaja še brezplačna šolska prehrana in vrtec, vlaganja v raziskave in inovacije in 10 000 javnih najemnih stanovanj. Kandidatka socialnih demokratov v našem volilnem okraju je Alenka Žavbi Kunavar. Predvsem zato, ker se ne želim zgolj pritoževati, ampak aktivno sodelovati pri vseh odločitvah, ki se tičejo vodenja države, upravljanja države, ker želim drugačno komunikacijo, ker želim spoštovanje prava in demokracije. Žavbi Kunavarjeva je bila pred leti sicer vidna predstavnica medvoške LDS, pred 4 leti pa je kandidirala na listi SMC-ja, tako za poslanko kot tudi županjo. Zakaj SD tokrat? SD je stranka, ki obstaja že dolgo, ki se bori ves čas za pravice, ki ima mrežo, ki ima program, načrt, kako drugače upravljati z državo. Predsednica Tanja Fajon je vnesla novo energijo. Stranka se je v zadnjih letih precej pomladila, hkrati pa imamo tudi še vedno strokovne kadre, ki imajo izkušnje, ki že vrsto let delujejo in imamo predvsem strokovnjake, ki lahko na vsakem področju delovanja v državi prispevajo svoje. Pripravljeni smo seveda sprejeti odgovornost, sodelovati pri vseh odločitvah in predvsem drugače voditi državo. Tako Tanja Fajon kot Alenka Žavbi Kunavar bosta na voljo za pojasnila in mnenje na medvoški tržnici, predvidoma tudi prihodnjo sredo. Kot rečeno, pa na listi socialnih demokratov kandidira še en medvoščan, raziskovalni novinar Blaž Zgaga, prav tako v 3. volilni enoti, vendar pa v 7. volilnem okraju. Prav tako na medvoški tržnici pa nas je včeraj nagovarjal tudi občinski svetnik z najdaljšim stažem Dragan Đukić, tokrat kot poslanski kandidat na listi Povežimo Slovenijo, predvolilno koalicijo 5 strank. Tudi za Dragana Đukića to še zdaleč ni prvič, da želi postati član državnega zbora. Ni prva, je 4. bolj natančno. Prvo je zato, ker rad kandidiram, drugo je pa zato, ker mislim, da lahko nekaj plusa dodam v to politiko, ki je tako razklana. In v Povežimo Slovenijo so ljudje se zmenili, da je tega dost, da ni važno, kdo je čigav, ampak da gremo skupaj, kar edino tako lahko pomagamo državi, pomagamo ljudem, gospodarstvu in okolju. Vi osebno ste pripravljeni na koalicijo s komorkoli? Mi smo pripravljeni zdaj. Če pa mi zmagamo, ne vem, kdo je pripravljen, da bo z nami v koaliciji. Na svoj volilni plakat je zapisal: želim si Slovenijo, kjer se ne delimo na leve in desne. Ker mislim, da so to za mlajše generacije že preteklost in oni to ne bojo upoštevali. Mi vidimo, da to ne pelje nikamor. Vsak ima možnost in svojo voljo, da ima svoje prepričanje, svoje stališče in tako naprej. In ne glede na to, če je nekdo levi, desni, sredina, vsi moramo biti pripravljeni se pogovoriti, dogovoriti in graditi Slovenijo naprej. Da gre za gibanje, ki bo ponudilo rešitev za 3 ključne vprašanja: kaj je dobro za ljudi, kaj je dobro za gospodarstvo in kmetijstvo in kaj je dobro za naravo. Poskrbeti za ljudi, da niso ljudje sami sebi prepuščeni, ampak da to, kar govorim že vrsto let, človek mora biti na prvem mestu in na ta način lahko tudi zaupa v politiko. In še predvsem je pomembna ekologija, ohranjanje narave, zdrava, neoporečna pitna voda, čist zrak in vse ostalo, kar tukaj temu pritiče. Gre za predvolilno koalicijo 5 strank. Poleg stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, katere kandidat je bil Đukić pred 4 leti, še Slovenske ljudske stranke, stranke Konkretno, Nove ljudske stranke in Nove socialdemokracije, ki so se povezale v gibanje Povežimo Slovenijo. Zame pa pomeni to, da je v tej povezavi ljudsko-zelena naveza prijateljska, ki stvari se pravi spravlja v življenje konkretno. Tako da so v bistvu vse te besede zajete v tem, kar zadeva mene osebno. Podpiram kandidata, ker vem, da ne bo izgubil stika z ljudstvom, z bazo, kar se tukaj prevečkrat dogaja.
Spomnimo, letos se nam obetajo tudi lokalne volitve. Občinski svetniki so se včeraj zbrali na svoji 22. seji. Podrobnosti v prihodnjih informativnih oddajah, danes pa le nekaj krajših poudarkov. Začenjamo s poudarki o tem, kaj je bilo tokrat prvič. Prvič je bil na seji sveta uporabljen nov glasovalni sistem. Po novem torej v zgodovino ne bo zapisan zgolj podatek, koliko svetnikov je glasovalo za nek projekt, ampak tudi poimensko kdo. Enako kot tudi, kdo je bil proti. Na včerajšnji seji se je to zgodilo le enkrat. En občinski svetnik je bil proti soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost enemu od direktorjev ali ravnateljev v 10 medvoških javnih zavodih. In prvič sploh so občinski svetniki odločali o tej tematiki. Prvič v tem mandatu se je dogodilo tudi tajno glasovanje in to o 4 članih, ki jih mora občina Medvode imenovati v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Medvode. Kljub tajnemu glasovanju jim je na včerajšnji seji uspelo imenovati le 3. Občinski svetniki so uspeli brez večjih zadreg potrditi zaključni račun občine Medvode za lansko leto, ki je dobra preglednica celotnega dogajanja, hkrati pa tudi ponuja odgovore, zakaj do nekaterih investicij ni prišlo. Brez zadrege so svetniki potrdili tudi načrt priprave novega participativnega proračuna za naslednji 2 leti, leto 2023 in 2024, ko nekateri med njimi morda ne bodo več svetniki. Zbiranjem predlogom začnemo že 30. maja. Med drugim so le s pohvalami pospremili še eno izmed strategij, strategijo za starosti, prijazne usmeritve in aktivnosti v naši občini. Občinski svetniki so se seznanili tudi s poročilom policijske postaje Medvode in poročilom HNG-ja, izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest in zimske službe, kar nas je v lanskem letu stalo dobrih 937 tisoč evrov. Občinski svetniki so sprejeli tudi sklep o lokacijski preveritvi, s čimer bodo podjetju Brinox omogočili, da ob načrtovani gradnji poslovno-skladiščnih objektov v določenih primerih odstopa od prostorsko-ureditvenih pogojev, kot jih določa občinski prostorski načrt. Na včerajšnji seji sveta so občinski svetniki sprejeli tudi sklep o določitvi višine subvencionirane cene storitve oskrbe s pitno vodo, s čimer bodo omogočili, da vsi uporabniki vode iz javnega vodovodnega sistema plačujemo enako ceno za to dobrino, ne glede na to, ali je upravljalec Voka Snaga ali Komunala Kranj. Podrobneje pa, kot rečeno, v prihodnjih informativnih oddajah. V 212 slovenskih občinah so v petek, 100 dni pred pričetkom gasilske olimpijade, ki jo bo od 17. do 24. julija gostilo Celje, zaplapolale zastave. Gasilske olimpijade, ki bo potekala na celjskem stadionu, se bo udeležilo več kot 3000 tekmovalcev iz 25 držav. V Celju tokrat pričakujejo okoli 10 000 domačih in tujih gostov. Slovesnost so izvedli tudi v naši občini in sicer pred gasilskim domom v Zbiljah, saj se njihove mladinke ponovno pripravljajo na veliko tekmovanje. Na slovesnem dvigu olimpijske zastave so sodelovali gasilci iz naše občine. Predsednik Gasilske zveze Miha Šušteršič je prebral posebno poslanico Gasilske zveze Slovenije in zastava je zaplapolala. Ta pomembni dogodek, ki bo nedvomno velika promocija za slovensko prostovoljno gasilstvo, gasilske vrednote, Celje in Slovenijo, se bo odvil julija. Torej danes je dogodek v organizaciji Gasilske zveze Slovenije, Gasilske zveze Medvode in prostovoljnega gasilskega društva na enem od prizorišč, to je v občini Medvode v Zbiljah. Namreč po vsej Sloveniji se danes dvigujejo zastave 100 dni pred slovesno otvoritvijo gasilske olimpijade, ki bo v Knežjem mestu v Celju. In kako so mogoče Medvode pripravljene na dogodek v Zbilje? Jaz mislim, da so odlično, kajti dobro naša enota mladink iz PGD Zbilje, iz Gasilske zveze Medvode, dobro trenira. In prepričan sem, da uspeh ne bo izostal in mislim, da lahko kar z gotovostjo trdimo, da se bomo julija udeležili te olimpijade in nekako tudi navijali za naše mladinke na tej olimpijadi.
Mednarodna gasilska organizacija CTIF je slovenskim gasilcem zaupala organizacijo največjega dogodka zaradi izjemnih tekmovalnih uspehov naših gasilskih enot na tovrstnih tekmovanjih v preteklosti, pa tudi zato, ker smo se že večkrat izkazali kot dobri gostitelji ob različnih priložnostih. Tudi v naši občini imamo bogato zgodovino udeležb na velikih tekmovanjih. Ob takih dogodkih ima človek občutek, da nam je uspelo iziti iz COVID-a. Iz te COVID krize, kjer moram priznati, da sem se kar nekoliko bal, kako bo potem, ko bo večina omejitev odpravljenih. Zdaj, potem danes, tudi potem, ker vem, da so bili že več ali manj vsi, oziroma vsi občni zbori gasilskih društev že izvedeni, je jasno, da za gasilce COVID ni prinesel recimo kakšnega hudega poslabšanja, kar se tiče forme društev, kar je res pohvalno, no, ali pa zelo veselo sporočilo. Kar zadeva pa samo olimpijado v Celju, se mi pa nekako zdi, da je, ne bom rekel samo zbilsko, ampak kar medvoško, da na njej sodelujemo, tako da verjamem, da bo dekletom uspelo in da bomo sredino julija pričakali s stisnjenimi pestmi. Dekleta se na kvalifikacije pripravljajo že 2 leti. Tudi med korona krizo so uspele ohraniti formo in ostati predane gasilskim vrstam. Pod budnim očesom mentorjev pa se borijo za vsako pridobljeno stotinko. Torej, dekleta, še 100 dni nas loči do Celja. Povejte, verjetno ste že veliko prej kot 100 dni trenirale. Kako potekajo treningi? Ja, vsak teden se v bistvu dobimo, zdaj, ko je par dni do kvalifikacij, smo že 3-krat na teden, skozi treniramo, se pa tudi zabavamo zraven. In kako potekajo treningi? Je mentor kaj strog? Ja, je tudi zabava, ampak treniramo na polno in upamo na dobre rezultate. In koliko je kaj treme, kaj pričakujete od samih kvalifikacij? Pa treme je zmeri malo, ne? Ampak pričakujemo tudi zabavo. Ja, mislim, trenirali smo, kolikor smo lahko, se pravi, vseeno je bil vmes COVID zadnje 2 leti, ampak smo delali dejansko, smo tudi gasilci postali online trenerji, tako da smo prek raznih Zoomov in raznih ostalih stvareh oziroma stvari delali, kolikor smo lahko, in jaz mislim, da ekipa je pripravljena, bomo pa videli, kaj bo pokazalo to na tekmi. In kako obdržati motivacijo, to so vseeno mlada dekleta, verjetno misli begajo sem in tja, kot ste omenili, online treningi, verjetno je kar potrebno biti motivator. Ja, seveda, mislim, če kaj je treba biti motivator, drugače dajmo reči, da jih je kar motivirala uspeh prejšnje ekipe, se pravi, da so bile zlate olimpijske prvakinje, to jih motivira sigurno, pa to, da bi rade dosegli tudi one to, da bi prišli in tudi to, da je, se pravi, olimpijada v Sloveniji, kar je, mislim, mogoče se sploh ne zavedamo še tega, ampak to je res velika stvar in tam bo ogromno enih ljudi, samo že z najem slovenskih, bo 180 tekmovalcev, brez navijačev, tako da mislim, da bo to res en ekstra velik spektakel. Na gasilski olimpijadi bodo tekmovali v zelo zahtevnih in zanimivih disciplinah, med katerimi je najbolj atraktivna vzpon z lestvijo v večnadstropno stavbo. V Celju pričakujejo obiski številnih držav in če vas vsaj malo zanimajo gasilske discipline, je to dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Komisija za nagrade in priznanja Civilne zaščite Republike Slovenije se je letos na podlagi prejetih predlogov odločila in podelila 284 priznanj za zasluge pri krepitvi pripravljenosti na nesreče, pri izvajanju zaščite, reševanju, pri pomoči in pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Nekaj najvišjih priznanj so podelili na slovesnosti na Brdu pri Kranju, večino ostalih pa bi sicer podelili na državnih oziroma regijskih slovesnostih, pa so žal že drugo leto zaradi epidemioloških razmer odpadle. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je med drugim predala srebrni znak civilne zaščite prostovoljnemu gasilskemu društvu Spodnje Pirniče Vikrče za vrh in prostovoljnemu gasilskemu društvu Preska Medvode ob njunem jubileju in zlati znak civilne zaščite Klemenu Goršetu, ki je sicer naš občan, deluje pa izven naše občine. 2 priznanji pa je poveljnik civilne zaščite Medvode prejšnji teden podelil kar na seji štaba.
Bronasti znak civilne zaščite je prejel javni zavod Sotočje Medvode, ki je v sistem zaščite in reševanja vključen od leta 2016. S svojimi infrastrukturnimi kapacitetami deluje kot nastanitveni center, s svojimi logističnimi in kadrovskimi resursi pa zagotavlja jedro službe za podporo. Doslej je bil že večkrat aktiviran v ta namen. V letu 2018 na primer za pripravo nastanitvenega centra ob nesreči avtocisterne. Posebno vlogo pa je odigral v epidemiji COVID-19, ko je celoten čas epidemije zagotavljal kadrovske in logistične kapacitete interventne oskrbe občanov. Vodil center interventne oskrbe in organiziral klicni center. Ja, seveda smo vsakega priznanja zelo veseli. Lahko povemo, da približno 2 leti v času epidemije je v našem zavodu delovala tako imenovana interventna oskrba, kjer smo pomagali občanom, ranljivejšim skupinam in sicer tako, da so poklicali na določeno telefonsko številko, mi smo sprejemali klice in jim potem nudili nakupe pri osnovnih živilih in pa lekarno. Ker nekaj teh klicev je bilo zabeleženih, po večini je šlo za stare ljudi ali pa za okužene s covidom, tako da je ta stvar lepo tekla in mislim, da so bili občani s to storitvijo kar zadovoljni. Priznanje je v imenu javnega zavoda Sotočje prevzela Ines Iskra, ki je tudi članica štaba civilne zaščite Medvode. Jaz sama sem zaposlena v javnem zavodu Sotočje na mestu športa, pokrivam področje športa kot vodja športnih programov in pa seveda upravljam tudi športno dvorano Medvode, ki je ena izmed glavnih nastanitvenih točk v naši občini. Zato sem tudi v civilni zaščiti tukaj na področju nastanitev, logistike in upamo, da bomo dvorano čim manjkrat uporabljali v te namene. Srebrni znak civilne zaščite pa je prejel prav tako član štaba civilne zaščite Medvode Janez Kajzer. Ja, te stvari so v bistvu hvalevredne, pa vendar to je v bistvu neko priznanje za dosedanje delo. Sem zelo hvaležen, da pač ljudje vidijo to, predvsem odgovorni. Pomeni pa bolj kot ne nadaljevanje dobrega dela, pa vendarle še več dela na tem področju. Pripadnik civilne zaščite je od leta 2008, ko se je pridružil enoti za reševanje na vodi, ki deluje v okviru PGD Zgornje Pirniče, katerega član je že od leta 1985. Med drugim je sodeloval na intervencijah o poplavah v letu 2010 in 2014, pri odpravi posledic žledoloma in pri mednarodni pomoči o poplavah v Srbiji v letu 2014, za kar je že prejel bronasti znak civilne zaščite. Bolj kot ne je na prvem mestu pomoč vaščanom, občanom, kakorkoli ljudem v nesreči, ne glede na dogodke, naj si bo to naravne nesreče, karkoli se pač dogaja. Pot kot taka, ja, seveda je že dolga iz strani gasilerije, od člana upravnega odbora, predsednika društva, sedaj član občinskega odbora civilne zaščite, v bistvu štaba civilne zaščite, uporabljam funkcijo za tehnično reševanje, tako da dela je na vseh ravneh precej prostovoljnega dela. V štabu Medvoške civilne zaščite je od leta 2018 zadolžen za vodenje tehničnih in logističnih enot in pogodbenikov. Pokrivam področje tehničnega reševanja. Naj si bo to v poplavah, neurjih, večjih požarih, večjih naravnih nesrečah, na vseh področjih v bistvu. Se vas je kakšna akcija, kakšna nesreča, kakšna pomoč posebej dotaknila v tem obdobju? Najbolj so mi pač v mislih ostale poplave v Srbiji, na katerih sem bil tudi prisoten leta 2014. Je bila naša enota za reševanje iz vode v bistvu en teden. Smo delali dol, potem so bile poplave že prej 2010 na Barju, tako da te stvari najbolj. Vse ostale, kar je požarov, tehničnih reševanj, kar smo upravljali v občini, so bolj kot ne stvari, bom rekel, temu običajnega značaja. Tudi v času epidemije COVID-19 je več mesecev zapored izvajal logistične naloge za potrebe civilne zaščite Medvode in zdravstva, skrbel za izvajanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 in oskrbo prebivalstva. Za nas, ki smo vpeti v ta sistem zaščite in reševanja, bolj kot ne samo po sebi umevno je, se pravi pomoč ljudem v stiski, to je edino vodilo, ki nas žene naprej.
Komisija za nagrade in priznanja Civilne zaščite Republike Slovenije je letos na podlagi prejetih predlogov odločila in podelila 284 priznanj. Od tega 132 bronastih, 82 srebrnih, 29 zlatih, 40 plaket in najvišje priznanje Kipe Civilne zaščite Republike Slovenije, ki ga je letos prejel Rdeči križ Slovenije. Na tokratni seji štaba Civilne zaščite Medvode so prisotnim članom štaba podelili tudi spominske znake Vlade Republike Slovenije za požrtvovalnost v boju proti COVID-19. Poleg Ines Iskra in Jana Zakajzarja so ga prejeli še župan občine Medvode Nejc Smole, predsednik Civilne zaščite Medvode Franc Jarc in člani Matej Osovnik, Luka Ilinčič, Gregor Gomboši in Blanka Trampuš. Občina Medvode je leta 2020 skupaj z Zadrugo za razvoj podeželja Jarina, ki je vodilni partner, uspešno kandidirala na 3. razpisu lokalne akcijske skupine za mesto in vas s projektom Lokalno je zdravo. Projekt je vreden 130 000 evrov, od tega skoraj 100 000 evrov sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. S povezovanjem lokalnih pridelovalcev in predelovalcev želi občina povečati pestrost in količino lokalno pridelane hrane in tako vzpostaviti boljše možnosti tudi zato, da se lahko z lokalno hrano oskrbujejo tudi večji porabniki, kot so na primer osnovne šole v občini Medvode in drugi javni zavodi. Na to temo je v torek popoldne na Topolu med drugim spregovoril tudi še vedno aktualni kmetijski minister dr. Jože Podgoršek. V preteklosti nosilec številnih pomembnih funkcij, med drugim tudi varuha pravičnih odnosov v verigi oskrbe s hrano. Glavni cilj projekta je izdelava inovativnega modela za povečanje lokalno pridelane in predelane hrane v javnih zavodih. K sodelovanju so povabili vse medvoške kmete, ki bi želeli lastne pridelke prodajati tudi v medvoške šole in vrtce. Odzvalo se jih je 14 in konec marca so 8 njih. Večina njih je bila prisotna na tokratni okrogli mizi, obiskali tudi vodje šolske prehrane in ravnatelji medvoških osnovnih šol in vrtca. Namen obiska je bil, da slednji spoznajo delujoče kmetije v občini in njihovo ponudbo in izrazijo lastne potrebe po določenih živilih, ki bi jih javni zavodi lahko naročali pri njih. V bistvu so vodje šolske prehrane spoznali te delujoče kmetije v občini Medvode in njihove pridelke in so tudi sami podali kar nekaj predlogov, kje bi lahko povečali pridelavo lokalne hrane oziroma porabo lokalne hrane v javnih zavodih. Vsi so se nekako strinjali, da bi morali povečati porabo lokalne zelenjave, sadja, krompirja in pa mlečnih izdelkov. Že prihodnji teden se obeta Medvoški teden lokalne hrane. To pomeni, da bomo v šolah in vrtcih učencem ponudili lokalno pridelano malico strani medvoških pridelovalcev. To pomeni, da bojo na krožnik dobili domač sir, domače žemlje, domače pridelan jabolčni sok in sveže mleko. Projekt se bo nadaljeval z javnim pozivom lokalnim pridelovalcem, ki bodo predlagali ceno in količino živil, ki jo lahko zagotovijo na njihovi kmetiji. Sam postopek pa se bo zaključil s pogajanji in sklenitvijo pogodbe za dobavo posameznih pridelkov med posameznim pridelovalcem, kmetom in posameznim javnim zavodom. Da je izvedba tovrstnega projekta, torej izdelava inovativnega modela za povečanje lokalno pridelane in predelane hrane v javnih zavodih, bistveno trši oreh od pričakovanega, je na tokratnem srečanju izpostavil gostitelj župan Nejc Smole. Dejstvo je, da medvoški kmetje še zdaleč niso sposobni pokrivati vseh potreb po raznovrstni hrani v javnih zavodih. Po drugi strani pa se vodje prehrane soočajo z nizko določeno ceno malice. In smo le še karikirano, da so starši sicer sposobni diplomirati iz Paradajzove župe, ki jo njihovi otroci dobijo za kosilo v šoli ali vrtcu, vse pa se konča pri ceni hrane. Kaj torej po njegovem sledi? Predstavnike v svetih javnih zavodov, starše, posledično tudi otroke, ozavestiti o prednostih lokalne hrane
ki je seveda dražja, in pa občinski svet prepričati, da se odločijo tudi za subvencije šolam, ki se odločijo za to vrstno sodelovanje z lokalnimi kmetovalci, da bo cena poštena in vendarle realna za vse. Sploh iz tega vidika, da lahko tisto, kar pridelamo v našem okolju, damo tudi našim otrokom oziroma šolskim zavodom in s tem dejansko podpiramo lokalnega kmeta in predvsem pa to, da vemo, iz kje prihaja ta hrana, ker dejansko predvsem te preprodajalci, ki vozijo v zavode hrano, je lahko velikokrat zelo dvomljive kakovosti in z vse povsod pride, tako da dejansko 100% podpiram lokalno pridelano hrano, predvsem pa ta projekt, da bodo lahko kmetje že vnaprej vedeli, saj okvirno, kaj zavodi rabijo in se potem temu tudi primerno odzvali. Kot vodja prehrane v osnovni šoli Vodice kot največji problem doslej navaja javne razpise, ki so jih vodili k izbiri najcenejšega ponudnika. Zato podpira tudi že uvedene ukrepe kmetijskega ministrstva. Eden od ukrepov je ta, da smo dali kmetijski inšpekciji nalogo, da preverja uredbo o zelenem javnem naročanju, ki govori, da morajo imeti šole 20% shem kakovosti in 15% ekološke hrane nakupljene v tem posameznem obdobju naročila javnega naročanja. Drug ukrep, ki je zelo pomemben, je ukrep, ki omogoča manjšim javnim prehranskim obratom oziroma niti ne tako majhnim, vsem tistim, ki letno kupujejo do 215 tisoč evrov hrane, da lahko to nabavljajo mimo sistema javnega naročanja. Torej, da gre lahko vodja prehrane zgolj z naročilnico k lokalnemu kmetu po na primer krompir. Že sicer pa minister meni, da bo tovrsten ukrep občine še dodatno pripomogel k razvoju kmetijstva v naši občini. Torej, povezati lokalno kmetijstvo z javnimi prehranskimi obrati v tej občini je to zagotovo ena najkrajših možnih verig, ko pride hrana iz njive dobesedno na mizo. Projekt, v okviru katerega se je odvila tudi ekskurzija na Dolenjsko in delavnice z okoljevarstvenikom Antonom Komatom in ki se v kratkem izteka, je sicer vreden 130 tisoč evrov, od tega skoraj 100 tisoč evrov sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Tudi v bodoče pa lahko, ko se bo ta projekt iztekel, občina oziroma nek koordinator tega povezovanja kmetij za dobavo javnim prehranskim obratom, torej tudi ta organizator se lahko financira iz novega ukrepa, ki mu rečemo kratke verige, ki bo tudi sofinanciran lahko iz naših sredstev programa razvoja podeželja. Kmetovalci, ki so sodelovali na srečanju, so menili, da bi bilo več sredstev potrebno nameniti razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, da bi projekt Lokalno je zdravo lahko vodili tudi v prihodnje. Zadnji čas, če se lahko na kratko izrazim, to smo poskušali že večkrat, to je težava večjih let, ki hočejo kmetje prodati v javne zavode domačo pridelano hrano. Seveda, sedaj smo tudi na državnem nivoju to uredili, tako da se zadeve premikajo v to smer in hvala Bogu, da se tudi na občini taki pogovori in da pridemo do realizacije. Odziv strani kmetovalcev, čeprav se jih je odzvalo le 14, slednji ocenjuje vendarle za obetajočega. Zato bi sam osebno podprl predlagani višji kmetijski evro v občinskem proračunu. Ta leto znaša 62 tisoč evrov. Ja, seveda, to iz moje strani, če bi sam mene vprašali, ja. So pa še drugi akterji, ki jih je treba pa upoštevati in je treba najti en konsens. Večina kmetovalcev je že sicer apelirala tako na državo kot tudi na občino, da predvsem zagotovi pogoje, da bodo lahko kmetovali in prodajali po pravični ceni. Subvencije so v tem primeru lahko le drugotnega pomena. Ko smo že pri hrani, prav tako v torek je svojo kulinarično obarvano življenje v knjižnici Medvode predstavil kuharski mojster Medvoščan Jožef Oseli. Njegova avtobiografija obsega kar 3 knjige. V prvem delu opisuje svojo življenjsko pot in tudi dobrih 7 let, ko je bil butler Josipa Broza Tita. V drugem delu pa je zbral okoli 500 kuharskih receptov, tudi maršalovih najljubših jedi. V tretjem delu pa opiše zgodbe in anekdote, ki jih je doživel v 26 državah, kjer je delal in se izpopolnjeval. Več o tem in tudi o tem, ali spremlja kuharske šove na televiziji, pa naslednjič.
V skladu z mladinsko strategijo se je javni zavod Sotočje povezal z Medvoščanom Boštjanom Vidmarjem, vodjo podjetniškega svetovanja Viralen.si, ki bo za vse mlade nadobudne medvoške podjetnike in tiste, ki o tem šele razmišljajo, organiziral prvo medvoško podjetniško šolo. Prvo predavanje bo že prihodnji teden, 20. aprila v klubu Jedro. Predavanje pa bo brezplačno. Medvoška mladinska strategija je že pred leti želela vključiti program podjetniških vsebin za mlade, ki ni dosegel takega učinka, kot so si želeli. Zato so bile letos razposlane ankete, kjer so mladi sami lahko povedali, kaj menijo, da bi jim najbolj prišlo prav. V bistvu je bila sama ideja nekaj podjetniških vsebin že pred leti v planu izvajati v zavodu, prek zavoda Sotočje, potem pa enostavno ni zalaufalo tako, kot smo si želeli takrat, to je bilo, mislim, da obdobje 2016-2017. No. In smo v skladu z lokalno strategijo, ki je bila pred letom, mislim, da sprejeta, smo se letos spet odločili, da bomo šli v podjetniške vsebine in sicer bolj strateško, se pravi, da se res naredi neko raziskavo, kaj folk potrebuje in tako naprej. To smo tudi dobili neke odgovore prek anket. In pa tudi glede na to, da se bliža ta zdaj neka kriza, mislim, da bo tudi mladim zelo prav prišlo kakršnokoli podjetniško svetovanje. Kot povedano, je bilo opazno največje povpraševanje prav po podjetniškem svetovanju, tako da se je javni zavod Sotočje povezal z uspešnim medvoškim podjetnikom Boštjanom Vidmarjem iz Žleb, vodjo podjetniškega svetovanja Viralen.si. Do Boštjana Vidmarja smo prišli iz dveh razlogov. Prvi je ta, da ima res dobre kompetence z področja tega coachinga pa podjetniškega svetovanja. Druga pa to, da je še Medvoščan. Moja želja že od nikdar je, da pač tisto, kar jaz znam in kar sem jaz učil, da pomagam drugim. To je ta neka altruistična zadeva, da dam svetu nazaj, kar je dal meni. In jaz sem Medvoščan in Žlebov in sem rekel, da če bom kje začel, bom začel v Medvodah. In tukaj je najlepše začeti, tukaj je najlepše dati lokalnemu okolju nazaj, kar ti je dal. In zato smo rekli, da začnemo v Medvodah, kjer tudi tega še nima. Se že parkrat probali, tako da zdaj smo pa rekli, da jaz grem all in, da rata in to bo absolutno dobra šola. Odločili so se, da bodo začeli s programom Medvoška podjetniška šola, od idej do podjetja in zaslužka. Ja, podjetniško šolo smo naredili v prvi vrsti za mlade, se pravi nekje med 18 in 29 let. Se pravi tisti, ker pridejo v šolo oziroma imajo v sebi nek željo, da bodo nekaj naredili, pa točno vejo, kaj in kako se skupaj. In v bistvu je bila želja, da naredimo, da v Medvodah zadržimo vse te mlade, da ne bežijo ali Ljubljana ali Kranj ali pa v tujino, in da tukaj ostano in da jim pokažemo, kako podjetništvo sploh laufa. Delavnice bodo vključevale več uporabnih vsebin, ki bodo prišle prav vsem mladim in tudi starejšim podjetnikom. Delavnice bomo pokazali vse od začetka do konca, se pravi, kaj podjetništvo je, kako vse skupaj začeti, kaj rabiš, da staneš dober podjetnik, o marketingu, o spletnih trgovinah, javno nastopanje, vse kako nastopati pred kamero, kako v bistvu prodati zadevo, jo narediti in na koncu to nekomu lansirati in prodati. Se pravi, od začetka do konca strnjen nekako vse skupaj v 1,5 mesec. Prva delavnica se bo začela že prihodnji teden, 20. aprila ob 5:30 v prostorih kluba Jedro. Prva delavnica bo brezplačna za vse, na njej pa bo poleg Vidmarja prisotnih še nekaj drugih znanih slovenskih podjetnikov. Med drugim Dominik S. Černjak, soustanovitelj Mondial Travel in lastnik Jasna Šale Rezorta, Vojko Vučkovič, predavatelj menedžmenta na Univerzi v Ljubljani, Metka Šporiš, ustanoviteljica Sanskega šopka in Karmen Pangoš, ki pa velja za eno najuspešnejših poslovnih trenerk in coachin v Sloveniji. Ta prva delavnica oziroma predavanje bo 20. aprila, skupaj bomo z gosti, kjer bojo oni povedali, kako so oni šli čez svoje podjetniško oziroma vodstveno pot ali kot coachi, kje so začeli, kje so bile tiste težave, ko so jih mogli preskočiti, kako je vse skupaj potekalo, da bo tistim, ki bojo gledali, lažje. Se pravi, ali tisti, ki začenjajo podjetništvo, ali pa tisti, ki so že podjetniki. In danes smo v ful čudnih nekih časih vse skupaj. In ko si podjetnik, se to še eksponiraš, še več vsega tega. In oni bi v bistvu pokazali, kako so šli čez to. Malo bo vse skupaj pokazali, kako v Sloveniji poteka, tako da bo lažje in da bojo svojih izkušenj povedali drugim, kako se skupaj poteka, da bo vse lažje. Za več informacij o sami podjetniški šoli in prijavo na njo si obiščite spletno stran Viralen.si. Za dodatne informacije pa lahko sledite tudi Facebook strani Boštjan Vidmar Viralen.si.
Kot povedano, prvo predavanje bo brezplačno prihodnjo sredo v prostorih kluba Jedro. Lepo vabljeni na to šolo, lepo vabljeni na vsa ta predavanja, zelo bojo zanimiva. Kot prvo je brezplačno, nimate se kaj bati, pridite, skupaj se te pogovoriti z vsemi gosti. V nadaljevanju so pa res te delavnice narejene, tako da zveste vse na hitro, če bo še kdo imel kakšno vprašanje, me pa z veseljem najde. Mi naredimo res dober podjetniški načrt, ali pa če že imajo podjetje, kako se skupaj eskalirati na neki višji nivo. Tako da vsi zelo lepo vabljeni. Rotary klub Medvode vsako leto podeli nagrade najboljšim učencem medvoških osnovnih šol. Tako jih še dodatno spodbudi, da bodo še naprej dosegali visoke cilje, tako v šoli kot tudi v vsakdanjem življenju. Preteklo leto sicer ta dogodek zaradi pandemije ni potekal, z letošnjo omilitvijo ukrepov pa je Rotary klub Medvode v ponedeljek zvečer v klubu Jedro ponovno uspelo nagraditi 12 učencev ob seveda bogatem spremljajočem kulturnem programu. Rotary klub Medvode že od leta 2006 vsako leto podeljuje priznanja najboljšim učencem 8 razredov 4 medvoških osnovnih šol. Rotary klub Medvode preko te geste želi spodbuditi učence, da bodo še naprej strmeli k zvezdam in da se bodo trudili ustvariti boljši svet za vse ljudi. Namen je predvsem spodbujati mlade, da se zavedajo, da je pomembno pomagati drugim, biti priden in tudi na nek način, da spoznajo svoje sovrstnike in ker v Medvodah so 4 šole in se med seboj niti toliko ne poznajo, in se da tudi malo podružijo in predvsem pa kot Rotary klubu to pomeni neka, ko bi rekel, potrditev, da želimo mlade spodbuditi v te nadaljnji poti, ki jih čaka v prihodnosti. Letos je bilo nagrajenih 12 najuspešnejših učencev občine Medvode. Iz osnovne šole Smlednik so bili nagrajeni Hanna Šubic, Ula Ferbar, Neli Globočnik in Zala Pečar. Iz osnovne šole Preska Žan-Luka Bukovec, Iva Oblak in Eva Kopač. Iz osnovne šole Pirniče Neža Hvala in Anže Polak ter Nemanja Milivojevič, Maksje Lovčan in Živa Rupar iz osnovne šole Medvode. Počaščena sem pa ponosna tudi sama na sebe, pa tudi moji starši so tukaj, tako da so tudi oni verjetno ponosni name. Ful sem ponosen, pa verjetno so tudi moji starši, pa bom probal biti še naprej uspešen. Učenci niso izbrani le po njihovih ocenah, temveč morajo za pridobitev nagrade imeti tudi druge vrednote. Te so predvsem dobrodelnost, skrb za druge, udejstvovanje v lokalni skupnosti, udejstvovanje v izvenšolskih dejavnostih in pomoč sočloveku. Učence izberejo ravnatelji, ključe pa niso samo dobre ocene, oziroma predvsem gre za to, da se poudarja te njihove dobre lastnosti. Kot sem že prej omenil, pomoč sošolcem, nasplošno neka dobrodelnost, pomoč svojcem, prijateljem in da v okolju se prav spodbujajo tudi k dobrim delom, delajo na osebnem razvoju in tako naprej. Ja, sem 7. razred kitare, zelo uživam v glasbi, igram pa tudi nogomet, tudi to mi je tako sprostitev, pa fajn je. Glasba, violino igram, potem pa znanost mi je naravoslovne stvari večinoma. Preteklo leto so bili učenci sedaj 9 razredov žal prikrajšani te slovesnosti, saj kot na žalost predobro vemo, je bilo javno življenje zaradi koronavirusa omejeno. Zdaj meni je edino žal, da lansko leto nismo uspeli te prireditve izpeljati zaradi teh razmer, tako da je ena generacija učencev ostala brez teh priznanj. Drugače je pa po drugi strani so imeli pa učenci morda več časa za te svoje dejavnosti, ki se niso izključno
vezani na šolo. Poleg tega so se pa tudi mogoče z družino malce bolj povezali. Ne glede na to, da je bila generacija sedanjih devetošolcev prikrajšana tega dogodka, pa je letošnjo slovesnost vodil Andraž Babšek, učenec 9. razreda osnovne šole Preska, ki je bil žal tega dogodka lani prikrajšan. Poleg vodenja slovesnosti pa je na dogodku odigral tudi svojo avtorsko skladbo, ki jo je napisal v spomin na vse nedolžne žrtve vojne in kot prošnjo za mir v Ukrajini. Temu se reče, jaz bi temu rekel, trenutni navdih. Pač ta grozna situacija se pač vleče že nekaj cajta in to je v meni pač verjetno spodbudil neke miselne procese in po nekem času je to zavrel in sem rekel, no, mi pa rabimo skladbo, ki nas bo spodbujala k solidarnosti, k prijateljstvu, k bratstvu in to je tudi za zbor prirejen, tako da v kratkem pride tudi za to. Poleg Andraža so na dogodku nastopili tudi Maksje Lovčan, Jan Černologar in Julija Čepon z deklamacijami, ter Neli Globočnik, Zoja Gabriela Kogoj ter Eva Štrukelj, ki pa so dogodek popestrile s svojim petjem. Rotary klub Medvode spremlja življenjske poti učencev, katerim so podelili nagrade in z veseljem povedo, da je mnogo od njih doseglo zelo visoke rezultate, ne le v Sloveniji, temveč tudi drugod po svetu. Ja, moram povedati, da imamo prav v letošnjem šolskem letu smo podelili že drugo štipendijo. Sicer učenki, ki je bila pred leti tudi tukaj nagrajena, zdaj študira glasbo na Dunaju. Imamo pa še eno zelo nadarjeno še iz prejšnjega šolskega leta štipendistko, ki je pa študira medicino in tudi zelo pridna študentka in to sta dve recimo, ki jim zdaj omogočamo tudi oziroma jim malo pomagamo zraven ob študiju. Ekipa televizije Medvode želi vsem letošnjim nagrajencem, da bodo še naprej dosegali visoke cilje in tako ime naše občine s sabo ponesli v širni svet. Vse se je začelo s pogovorom in odločitvijo gledališčnikov Kuda Fofite, da začnejo z avtorskim projektom s širšim naslovom Elementi zemlje. Kot prvega so si izbrali vodo. Projekt Kri in voda, ki so ga prvi petek v mesecu aprilu premierno postavili na oder Kulturnega doma Medvode, vsebino črpa iz lokalnega okolja in njegovih značilnosti. Obstaja neka hiša ob reki, v kateri živi ena od sester, starši so umrli in ta sestra v srednjih letih se odloči, da odda v najem študentu sobo, ki je sestrina. Ta pa sicer potuje po svetu, potem pa se nepričakovano vrne domov. Skratka, drama za 3 igralce, tonskega tehnika in režiserja Dejana Spasića. Gre za njihovo prvo sodelovanje. Čak, sama moja soba ti je oddala. Oprosti, jaz res nisem vedel. Meni je dala pogodbo za 6 mesecev. Daj mi kozarec vode. Gre za predstavo, ki je nastala brez dramske predloge kot avtorski projekt. Razlika je samo ta, da smo v proces šli brez nekega vnaprej napisanega teksta, ampak smo pravzaprav po nekih pogovorih in po izboru neke teme sestavili postopoma neko konstrukcijo zgodbe in na osnovi tega pripravili neke prizore, ki smo jih pol izpopolnjevali. Tako da smo tekst pravzaprav napisali proti koncu, tako bolj za arhiv. Tako da popravki so bili pa tako, kot pri vsaki predstavi do premiere načeloma. Vsi tisti, ki ste majhno gledališko zasedbo obiskali na dnevu odprtih vrat v mesecu decembru in spremljali nekaj prizorov, ste bili morda ob petkovi premieri ali pa ob nedeljski prvi ponovitvi presenečeni. Namesto fotelja le par stolov, ki so bili sploh eden redkih rekvizitov, namesto videoprojekcije po novem le tonski efekti, vsi na temo voda. Še naslov je bil drugačen. Namesto pričakovanega Kri in voda, preprosto Kri in voda.
Vsekakor je to zahteven projekt in mogoče malo bolj dolgotrajen kot pri uprizoritvi nekega teksta, ampak je pa vsekakor fino malo delati eno in drugo, a ne. Vsake toliko časa narediti kakšen tekst, pa se včasih lotiti tudi avtorskega projekta, se pa strinjam, da je za to potrebna ena dodatna energija. Pasič sicer meni, da je improvizacija za vstop v svet gledališča za novinca, kot sta bila v tem primeru Irena Sonc-Šlenc in Mitja Ožbolt, blagodejna. In je mogoče za začetek ljudem, ki so prvič na odru, lažje izhajati iz svojih besed, iz nekega svojega teksta, kot pa da se že pri prvem poskusu lom na nekem tekstu. Tako da tukaj gre pravzaprav stvar z roko v roki, no. V tem smislu, da smo se mogoče tudi odločili za tak postopek ravno zaradi, kako bi rekel, sodelujočih. In še, da sta se tega avtorskega projekta odlično lotila, s čimer se strinja tudi najbolj izkušena igralka med njimi, Monika Jekler. Jaz moram prvo poudariti, da sem tako ponosna na oba, da mislim pokam od ponosa, res. Ker sta res naredila fenomenalni vlogi, ne. Je pa seveda tudi proces bil čist drugačen in se mi zdi ravno ta proces bolj prijazen do začetnikov, ko greš preko improvizacij, preko sebe do nečesa, ne. Tako, ampak kapo dol še enkrat. V vlogi najemnika stanovanja v Medvodah z juga se je torej prvič na pravih odrskih deskah dobro znašel Ljubljančan Mitja Ožbolt. Da je bilo sodelovanje v avtorskem projektu zanj življenjska preizkušnja, da pa ne more komentirati razlike, kako je, če se moraš spopasti z že napisanim dramskim besedilom. Res težko rečem, ker s tem imam izkušnjo, zdaj, ko smo z improvizacijo prišli do prizorov in potem do celote, ne, z tekstom pa še v življenju ne. Tako da res težko komentiram na to, bi pa rekel, da najverjetneje časovno je veliko krajši projekt, če imaš tekst, ker se lotiš pač takrat, ko je že vsebina narejena. Po drugi strani smo se pa skozi improvizacije naučili biti te liki in komunicirati en z drugim tudi izven scenarija, kar pomeni, da lahko zimproviziramo marsikakšno sceno še, če nam se kaj zaloma ali pa če hočemo kaj posoliti novega noter. Tako da plusi, minusi pri obeh straneh bi jaz rekel, ampak nimam izkušenj s tekstom. No. Tale Siniša je imel veliko tvojega lastnega besedila, recimo takega običajnega. Ja, definitivno. V vlogi najemodajalke sestrine sobe je bila prepričljiva Irena Sonc-Šlenc, javnosti bolj znana kot godbenica in predsednica Medvoške godbe, kot igralka pa je nastopila prvič lansko leto poleti, kot nadomestna igralka ob ponovitvi igre Kuda Smlednik vaja zbora. Mislim, da to ni primerljivo. Je pa ta proces, tako avtorski, res nekaj zelo posebnega. Mislim, da se ta čas pozna. Veliko časa je bilo vloženega v to, tako da so liki dolgo časa nastajali. No? In jaz sem mogoče šele na koncu sploh doumela ta lik, če sem ga, pa če so ga ljudje sprejeli. Tako da težko rečem, kaj mi je bolj prijetno ali ne vem, kaj bi raje še počela še naprej. Vsekakor mi je bila pa to ena edinstvena izkušnja, no? To pa sigurno. Kdaj je nastala tista zadnja verzija vašega besedila? Zadnja verzija besedila? A to zdaj moram iskreno povedati. Ste še danes kaj spreminjali? Iskreno povedano, niso vsi prizori napisani. Nekaj jih je, ki jih vsakič odigramo pač po občutku. V vlogi sestre popotnice pa je svoj sloves večkrat nagrajene ljubiteljske igralke še enkrat potrdila Monika Jekler, prav tako godbenica in v zadnjem letu dni širši javnosti poznana tudi po literarni dejavnosti in oddaji Ljubiteljska kuharija, še enemu projektu Kuda Fofite, katerega aktivna članica je. Mislim, izkušnja je super, ne? Pač nekaj novega, bi rekla. Še zmer pa, če sem čisto iskrena, moram priznati, da raje iz besed lik najdem, kakor iz lika besede. Koliko je bilo torej Monike v vsem temle danes? To bo se po moje moglo vprašati. Ampak jaz mislim, da bolj malo.
Projekt vsebino črpa iz lokalnega okolja in njegovih značilnosti. Obstaja neka hiša, v kateri živi ena od sester. Starši so umrli in ta sestra v srednjih letih se odloči, da študentu z juga odda v najem sobo, ki je sestrina. Ta pa sicer potuje po svetu. Potem pa se nepričakovano vrne domov. Vsak izmed njih ima prtljago, svoj pogled na pretekle dogodke, na trenutno stanje in ima svoje pričakovanja za prihodnost. Dramsko delo, ki razkriva družinske odnose, odnos do dediščine, navezanost na okolje in predvsem osamljenost. Fino te, 5 let potuješ naokrog, si nabavljal ne vem kaj, jaz pa tukaj skrbim za vse. Jaz? Kje si bila, ko sem jaz skrbela za mamo, ki zbolela? Čakaj malo, to da je bila mama bolna, pa nisem vedela, okej? A veš kaj, če bi se malo pozanimala, bi vedela. Jaz bi se mogla pozanimati, kaj? Pečka ti manjkala, če hočeš prodati, me pa izplači, okej? Sledi mala katarza in tudi sprostitev napetosti. Običajno rečejo režiserji pa avtorji, ko dajo nekaj na oder, se nekako počutijo prazne, izpraznjene. Vaša izkušnja? Ja, vsekakor se človek počuti malo izpraznjenega, ne ve, kaj bi sam s sabo, dnevi pred premiero so zapolnjeni, pa kar naenkrat pride nekakšna praznina. Predstava Kri in voda je prva iz načrtovanega cikla avtorskih projektov s širšim naslovom Elementi zemlje. Gre pa za prvo Spasićevo sodelovanje z medvoškimi gledališčniki in ne za zadnje. Pravzaprav že zdaj spomladi bomo začeli z vajami na nekem tekstu. No? Tako da verjetno bo to ljudski demokratični cirkus Sakešvili, Grumovega nagrajenca, Roka Vilčnika, Rok Greja, tako da pravzaprav smo že v nekih pripravah na ta projekt. Medvoški policisti so morali v preteklem tednu posredovati pri 3 prometnih nesrečah. 2 voznika sta povozila divjad, 3. voznik pa v preski ni upošteval svetlobnih signalov in je zlomil zapornico. To, da ga zdaj išče policija, je še najmanj. Tovrstna vožnja bi se lahko končala tudi bistveno bolj tragično. Nekdo je v Medvodah ukradel nekaj prehrambenih izdelkov. Nekdo drug pa je poškodoval osebno vozilo. Policisti še zbirajo dodatno obvestila o dogodku. Medvoški policisti voznike, ki parkirate na območju Pirnič in Smlednika, pod izhodišči pohodniških točk, pozivajo, da na vidnejših mestih v vozilih ne puščate vrednejših predmetov. Denarnice in osebne dokumente pa obvezno vzemite s seboj. Standardnega opozorila na previdnost pred tatovi v hiše in da zaklepajte vrata za seboj, pa seveda, da ne spuščate tujcev stanovanja in ne pustite, da vas vabijo iz hiše, tudi ne bomo izpustili. Vse sumljive dogodke prijavite na številko policije 113. Priporočajo pa tudi, da na to številko pokličete, če kljub previdnosti postanete žrtev kaznivega dejanja. Ob lepem vremenu in prihajajočih prazničnih dneh boste številni odšli tudi v naše lepe turistične kraje. Zato bodo marsikje parkirišča precej zasedena. Kljub temu poskrbite, da boste parkirali le na za to označenih mestih, saj bodo policisti poostreno nadzirali mirujoči promet. Vozniki, ki radi svoje dvosledne konjičke preganjate po naravi, pa se prej pozanimajte, kje sploh lahko vozite. Policisti resno vzamejo tudi prijave občanov, ki kršitelje poslikajo ali posnamejo. Previdno tudi uporabniki spleta. Ime pošiljatelja, ki se vam pokaže na elektronski pošti, ni vedno tudi uporabnik, za katerega mislite, da z njim komunicirate. Pazljivo pri pošiljanju elektronske pošte in predvsem pri plačevanju preko spleta. Informacije o delu policistov Policijske uprave Ljubljana lahko spremljate tudi na njihovi Facebook strani. Vabljeni, da jih povšečkate. To je za danes vse. Maske so padle in spet si lahko brez zadrege stisnemo roko ali celo objamemo, tudi v javnosti. Pa vendarle, pazimo nase in na vse okoli nas in lepo praznujmo. Na snidenje.